Lepo pozdravljeni. Posledice neurja s točo si je v ponedeljek na Leskovcu v Podborštu s sevniškim županom ogledala kmetijska ministrica Aleksandra Pivec. Ob obisku je dejala, da po prvih neuradnih ocenah škode pričakujejo tudi uradne podatke, ki bodo podlaga za razmislek o najbolj optimalni obliki pomoči. Na zadnjo avgustovsko nedeljo se je tudi na Leskovcu v Podborštu razbesnelo neurje s točo, ki je povzročilo veliko škode. V vasi s 7 hišami so 4 kmetije, večina se jih ukvarja z živinorejo in poljedelstvom. Dejansko se je v 7 minutah zgodilo to, kar smo celo leto pričakovali, ta predeljek, da ga bomo koristno uporabili za svoje živali, dejansko ga nimamo. V celi vasi je približno uničeno 4000 kvadratov strešne kritine, fasada, okni. Mi imamo 15 hektarjev obdelovalne zemlje, od tega je 4 hektarje njiv in te 4 hektarje smo imeli koruzo, kar je to, kar tle vidite, tako. Mislili smo, da se bo to dalo še kaj posilirati, ampak ko smo šli na njivo, smo storže olupili in smo videli, da je plesen in to pač ne gre v silos. Po trenutnih ocenah je škoda, ki jo je v občini Sevnica povzročilo močno neurje s točo, precej višja od prvih ocen. Ocenjujemo, da je bistveno preko 1 milijona evrov poškodovanosti škode na kmetijskih poljščinah, da je približno 2 milijona škode na objektih najmanj in ostale škode pa niso končno ocenjene. Posledice neurja si je ogledala tudi kmetijska ministrica, ki je dejala, da po prvih neuradnih ocenah škode pričakujejo tudi uradne podatke, ki bodo podlaga za razmislek o najbolj optimalni obliki pomoči. V prvi fazi računamo na to, da je bil pridelek vsaj v nekem obsegu zavarovan, zato ker seveda škoda po toči se da pri zavarovalnicah zavarovati in že tam naletimo na problem, ker kolikor določena škoda je zavarovaljiva, seveda potem je zelo težko dodeliti oziroma nemogoče neopravičena državna pomoč za isti namen. Zato predvsem se razmišlja o dodelitvi državne pomoči tam, ker je bila povzročena škoda od vetra, zato ker tistega še ni moč zavarovati. V drugih primerih bodo preverili, ali je možno pripraviti interventni zakon, ki bi ga pripravili za vsa prizadeta območja. Predvsem gre še za posebno specifiko škode na takšnih površinah, kjer so težji obdelovalni pogoji, ko smo danes priča, to se pravi kmetije v hribovskem predelu, kjer je že v osnovi težko zadržati, se pravi pridelovalce tukaj, kot vemo, stroški pridelave so večji, težje je obdelovanje, zato so seveda v takšnih primerih še posebej dodatno oškodovani in seveda tudi izgubljajo motivacijo za obstoj na teh težkih območij. V Sevnici pričakujejo pomoč države, predvsem na kmetijskem in socialnem delu. Kajti na kmetijah je poškodovano tako objekti kot poljščine in predvsem tiste kmetije, kjer živijo izključno od kmetijstva, so izredno prizadete. Hkrati pa je tudi zelo pomembno, da smo tukaj socialno naravnani. Pri nekaterih bo sanacija nemogoča zaradi socialnega statusa, starosti in podobnih situacij, ki so na terenu. Ja, mi pričakujemo pomoč. Saj na podlagi tega obiskov je bilo tle gor dovolj, zdaj ali bo ostalo samo pri obiskih ali bo še šlo kaj naprej. V četrtek so v Krškem pripravili 3. sejo Komisije za integracijo romske skupnosti pri Skupnosti občin Slovenije, na kateri so obravnavali varnostne, socialne in integrativne razmere na območju Posavja, Dolenjske in Bele krajine. V zadnjem letu je zlasti v Krški občini izpostavljen problem varnosti, tako na poljih kot pred in v trgovskih centrih, je po seji dejala predsednica komisije Ana Nuša Somrak. Na seji so sicer sprejeli 3 sklepe. Prvi je nemudoma in takoj okrepiti zaposlene na policiji in centrih za socialno delo, drugi sprememba zakonodajne plati s poudarkom na socialnih transferjih in tretji, da je v delovno skupino treba vključiti ljudi s terena, ki bodo sodelovali pri spremembi zakonodaje. Zadnje leto je predvsem problem varnosti na tem področju, tako po naših poljih občanov, ki so velikokrat ogroženi, in pa predvsem tudi
incidenti, ki se dogajajo v naših trgovskih in predtrgovskimi centri. In na to temo je bila tudi danes že druga seja sklicana, to se pravi druga seja komisije in danes tretja, da se je ponovila. Ko sem slišal različne predstavnike policije, sodstva in pa sociale in občine, je dejansko zadeva prišla do vrha, ko je potrebno nujno ukrepati. Jaz mislim, da so pristojne službe to tudi razumele. Jaz sem tudi podal nekatere rešitve, ki se bodo začele dogajati na državni ravni. Kot veste, da je oblikovana nova medresorska delovna skupina za reševanje romske problematike. Pričakovanja, da bo tožilstvo s svojimi dejanji naredilo red, so nerealna, pa je ob tem dejal vodja okrožnega državnega tožilstva v Krškem Robert Renije. Ker gre za kazniva dejanja na predlog, v večini primerov ni predlogov in do kazenskega postopka ne pride. Vsa ta problematika, ki se dogaja, ki je pravzaprav smo soočeni, se niti ne more končati ali pa realizirati v nekih nadaljnih postopkih. Tukaj govorimo o morda 10 do 20% nekih postopkov, vse ostalo pa sploh ne pride do nas, ker ni predlogov oškodovancev, te se bojijo, trgovske družbe nočejo podajati. In kako do rešitve? Renije pravi, da se problematike ne da rešiti čez noč. Sama represija in strožja kaznovalna politika tega ne bo rešila. Oni so, tako kot vsi ostali državljani, podvrženi popolnoma vsem enakim kriterijem obravnavanja in zaradi tega seveda so tudi nerealna pričakovanja, da če bo nekdo recimo storil kaznivo dejanje, ker bo vzel v trgovini za 30 evrov, da zdaj ga bomo pa kar zaprli in ne vem koliko časa odstranili z okolja. Ta vprašanja se bodo po njegovih besedah morala reševati tudi na drugih področjih. Temu pritrjuje tudi predsednik Foruma romskih svetnikov Darko Rudaš, ki pravi, da je treba v jugovzhodnem delu države izoblikovati novo generacijo Romov, ki bo razmišljala drugače, ki bo imela drugačna pričakovanja. Istočasno, ko se vlaga v otroka, se mora vlagati tudi v starševstvo. Ni zadosti, če otroka uspemo vključiti v vrtec, na drugi strani pa imamo neodgovornega starša. Tudi starše bo treba v bistvu na nek način pripeljati do tega, da se bodo odgovorno obnašali do svojih otrok. Tudi poraba, bi rekel, otroških dodatkov, ki pripadajo izključno zgolj otroku. Mi moramo spostaviti sistem, kjer bo v bistvu tudi Rom vključen polnopravno z vsemi svojimi pravicami in dolžnostmi. Centra za socialno delo Posavje pa so ob tej priložnosti znova opozorili na kadrovski primanjkljaj. Prav tako bo treba uvesti dodatne sistemske spremembe na področju socialnih transferjev, pravi direktorica centra. Tukaj imam predvsem v mislih denarno-socialne pomoči. Centri že imamo nekatere predloge in menimo, in jih bomo v bistvu tudi posredovali pristojnemu ministrstvu. Na centru že vrsto let spremljajo namensko porabo socialnih transferjev. Predvsem pri družinah, kjer opažamo, da sredstva niso namensko porabljena, torej za osnovno preživetje. Problematika, kot jo imamo danes v romski skupnosti, ne mora reševati en posameznik ali pa ena posamezna inštitucija. Jaz vidim rešitev v sodelovanju, da so vse inštitucije seznanjene, kaj je srž tega problema in začeti v romski skupnosti not. Tudi Rome treba poslušati, ko povejo, s čim se oni srečujejo. Zaradi določenih posameznikov delajo veliko škodo celotni romski skupnosti, pri čemer najbolj trpijo otroci in mladostniki, dodaja Žagarjeva. Prva polovica letošnjega leta je bila za slovenske bolnišnice v znamenju epidemije novega koronavirusa. Že od konca februarja dalje je bilo izvajanje programa in s tem tudi finančno poslovanje zelo negotovo. Po razglasitvi epidemije se je izvajanje zdravstvenega programa zelo skrčilo, odpirala pa so se nova delovišča. Poslovanje Splošne bolnišnice Brežice je bilo sicer v prvem polletju pozitivno, 130 tisoč evri presežka, prihodkov nad odhodki.
V splošni bolnišnici Brežice so imeli v prvem polletju kljub epidemiji 93% realizacijo programa, kar je v primerjavi z ostalimi slovenskimi splošnimi bolnišnicami visok delež. Kot pravi direktorica Anica Hribar, je to prvi razlog za pozitiven izid. Drug razlog, zaradi česar smo pozitivni, pa je to, da država zagotavlja finančno pomoč za nerealiziran program v času epidemije, kar je seveda tudi za nas izjemnega pomena in posledično smo lahko poslovali tudi z pozitivnim izidom. Izvajanje zdravstvenega programa se je v času epidemije oziroma v drugi polovici marca in aprila zelo skrčilo. Podpirala pa so se nova delovišča, kot denimo oddelek za izolacijo in triažiranje vseh obiskovalcev bolnišnice. Z sprostitvijo specialističnih ambulant in operativnih posegov v mesecu maju, ko smo začeli obravnavati skladno z novimi usmeritvami ministrstva tudi vse nenujne zdravstvene primere, ki bi lahko imeli za posledico poslabšanje zdravstvenega stanja, če jih ne bi obravnavali, pa je naša realizacija se v mesecu maju, predvsem pa potem v juniju, bistveno povečala. V brežiški bolnišnici pričakujejo povračilo določenih stroškov, ki so se povečali zaradi razglašene epidemije. Gre za stroške novih delovišč, torej oddelka za izolacijo in triažiranje, pa tudi stroške nakupa osebne varovalne opreme in določenih naprav, ki so jih potrebovali v tem času. Mislim, da gre nekaj za več kot 100.000 evrov, 150.000 evrov. Do konca leta v splošni bolnišnici Brežice pričakujejo izravnan poslovni izid, je pa vse odvisno od tega, kakšne bodo razmere, dodaja Hribarjeva. Danes je zelo težko načrtovati za par mesecev naprej. V novo šolsko leto so z okužbo z novim koronavirusom vstopili na šolskem centru Krško Sevnica. V četrtek so okužbo potrdili tudi pri enem izmed učencev na osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica oziroma na podružnični šoli v Studencu. Razred je v izolaciji. Poglejmo izjavo ravnateljice sevniške osnovne šole. Vsi ukrepe, ki jih izvajamo, so skladni z našim protokolom, ki je bil sprejet, ki sem ga sprejela pred začetkom šolskega leta. Sicer pa obvestili smo Ministrstvo za šolstvo, za izobraževanje, občino Sevnica, danes že poteka vse razkuževanja prostorov in pa seveda ukrepi ves čas ponovno osveščanje o primerni varnostni razdalji in pa o nošenju mask. Ta razred je zdaj od 4.9. je v karanteni in sicer poteka pouk na daljavo, ravno tako učiteljica, torej enoten komunikacijski sistem smo vzpostavili, tako da pouk poteka nemoteno naprej. Nadaljujemo na Velikih Malencah, kjer so v prostorih obstoječega več kot 50 let starega doma krajanov podpisali pogodbo za gradnjo novega objekta. S tem bo ta manjša podeželska krajevna skupnost pridobila ustrezen prostor za druženje krajanov. Večnamenski dom na Velikih Malencah je bil v preteklosti vsaj dvakrat poplavljen. Leta 2010 je bila voda nekje do tlele, leta 1990 pa nekje približno 15-20 metrov nižje. Obstoječi dom je dotrajan in želja po gradnji novega sega že v leto 2012, ko je bila izdelana projektna dokumentacija, a je na željo krajanov občina projekt leta 2017 nekoliko spremenila, prilagodila je postavitev objekta ter preoblikovala uporabnosti notranjih prostorov. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno v lanskem letu, sedaj je podpisana pogodba in rok izdelave je 30.9.2022. Seveda pa, vkolikor bojo nam omogočila določena sredstva v rebalansu 2021 oziroma proračunu 2022, si bi pa želeli, da bi se z izvajalcem celo dogovorili, da bi bil rok prej končan nekje spomladi leta 2022. Vrednost investicije znaša dobrih 457.000 evrov. Z gradnjo objekta bodo začeli že letos. Z rušenjem obstoječega doma naj bi zaključili do konca oktobra, novembra sledi izgradnja temeljev novega objekta. Potem pa z novembrom štartamo z temelji, nosilno konstrukcijo, potem pritlične nadstropje, streho, pa bo že zima. Potem pa v letu 2021 pa potem planiramo zaključitev objekta nekje do septembra, oktobra 2021 naj bilo v tehničnem smislu objekt zaključen. Vključno z opornim zidom in vso zunanjo infrastrukturo. Objekt bo imel 2 etaži, pritličje in mansardo ter nova parkirišča.
Nov dom bo pomenil en prostor za druženje, predvsem za otroke, ker pač sama vas nima nobenega igrišča. Otroci zbirajo tukaj, imajo prireditve ob materinskem dnevu, pustovanje, dedek Mraz, Miklavž in takšne stvari. Novega doma pa se bodo razveselili tudi v tamkajšnjem turističnem društvu, ki letos obeležuje 50 let delovanja, še dodaja Veličevič. Letošnji festival Okusi Posavja bo zaradi epidemioloških razlogov potekal skozi ves september. V sredo je potekal otvoritveni dogodek s konferenco s priznanimi strokovnjaki iz Avstrije, Hrvaške in Italije. Na dogodku so predstavili tudi novo brošuro, na katero so na Centru za podjetništvo in turizem Krško čakali kar 10 let. Festival vina, kulinarike in umetnosti, ki so ga organizatorji poimenovali Okusi Posavja, poteka že od leta 2017. Sprva enodnevni dogodek v starem mestnem jedru Krškega je lani prerasel v tedenskega, letos pa bo trajal ves september. Na otvoritvenem dogodku so pripravili konferenco z mednarodno udeležbo. Priznani gosti so predstavili dobre prakse iz svojih držav in izpostavili pomen povezovanja. Direktorica portala gastronaut.hr Karin Mimica je izpostavila, da Posavje obiskujejo predvsem gosti iz Zagreba in okolice, a bi lahko privabili tudi goste iz ostalih predelov Hrvaške. Gosti iz drugih predela Hrvatske će vrlo rado doći u Posavje. Dobro, ove godine nam je malo nesretna godina oko situacija na granicama, ali sezona je pri kraju i u Dalmaciji i u Istri i na Kvarneru. Posavje je zanje privlačno tako zaradi bližine kot pestre ponudbe. Od vrhunskih vina preko brendova koje ste uspjeli stvoriti od Krškopoljca, od Rajkemuške čokolade, od Kopuna pa do bajkovitog predjela punog dvoraca i sportskih aktivnosti. Ko pa govorimo o Avstriji, regija Posavje šele išče svoje mesto na tamkajšnjem turističnem zemljevidu. Posavje ima veliko stvari, ki bi jih treba, da se ogleda. To bomo mi poskusili seveda pri tem tudi pomagati z našim festivalom, ko se bo Posavje tudi kot regija predstavila. Imamo možnost, da bomo vabili naše Avstrijce oziroma Korošce tudi sem v Posavje. Navduši jih tako kulinarika, navdušijo jih gradovi in povezana zgodovinska dejstva, se pravi muzeji. In navduši tudi naša zelena dežela, kajti imamo tudi zelo zanimive tematske poti, kolesarske poti, vodne športe in mislim, da je to zelo perspektivna destinacija in seveda iz tega vidika, da smo blizu Zagreba. Edino malo imamo sedaj težav, kajti meje so zaprte in upamo, da se to čim prej uredi. Na dogodku so predstavili tudi novo brošuro, na katero so na Centru za podjetništvo in turizem Krško čakali kar 10 let. V njej so zbrani posavski ponudniki, tako gostinci, pridelovalci in vinarji. Avtor besedil Jože Rozman je ob tem izpostavil, da se Posavje zlahka bolj samozavestno kot prej postavlja ob bok bolj znanim in prestižnim slovenskim enogastronomskim destinacijam, kot so denimo Brda, Vipavska dolina in Štajerska. Ta ponudba, ta vse bolj kakovostna in široka ponudba je seveda v prid ne samo določeni regiji, kajti konkurenca seveda izboljšuje prizadevanja in to vodi k uspehu. Pa seveda tudi sodelovanje, ki ga opažam med gostinci in vinarji tu v Posavju. Gre za zelo plodno, vzajemno, neljubosumno sodelovanje in samo želim si in upam, da bo tako tudi ostalo v prihodnje, oziroma da bo tega še več. Rezultati vsekakor so, to ni tek na kratke proge. Če kdo misli, da bo imel kar čez en mesec, dva polno gostilne ljudi, zadeve nažalost pri nas ne tečejo tako. To je čist drugi pristop, to je pristop na dolgi rok in vesel sem, da nas prepoznavajo v ostalih regijah, spoštujejo naše delo. Mi smo skupaj, se trudimo in smo ponosni, da smo lahko del te ekipe in te zgodbe. V mesecu okusov Posavja pripravljajo še kar nekaj zanimivih dogodkov.
med drugim 2 kulinarična vrhunska dogodka, to bo v gostilni Debeluh v Brežicah 9. septembra in v gostilni Repovž 23. septembra. Poleg tega organizirajo še 2 vinski turi in večer penin. Sremiški vinogradniki so se pred začetkom trgatve zbrali ob že tradicionalnem postavljanju klopotca, ki so ga v letošnjem letu postavili 9. leto zapored. Tokrat pri članu društva v Kostanku. V društvu vinogradnikov Sremič, ki v letošnjem letu obeležuje 25-letnico delovanja, so v slabem desetletju vzpostavili tradicijo postavljanja društvenega klopotca, s katero obujajo stare običaje ter hkrati obiskujejo kraje, ki spadajo v območje društva. Zaradi ukrepov povezanih s koronavirusom so dogodek tokrat izpeljali v nekoliko okrnjeni obliki. Letos glede tega koronavirusa vidite, da nas bo sam dobrih 10, ker se v večjem številu ne upamo narediti. Smo se odločili, da samo upravni odbor to postavi, tako da dogodek ipak moramo obeležiti. Kljub temu gre za družabni dogodek, ki se ga v društvu vedno znova veselijo. Ja, itak tudi ko bomo to postavili, se bomo kak kozarček spili pa kaj pojedli. To družabno funkcijo klopotec odigrava dobro, drugače pa je z njegovo vlogo preganjalca ptičev. Jaz mislim, da te ptice so se tako navadile, tako da jaz sem imel doma enkrat tudi klopotec, sicer manjšega, ne tako velikega, kot je ta. Vam povem, da 20 metrov stran, ko klopotec ropotal, so škorci papali, po domače rečeno, zobal groze. A vendar gre za tradicijo, ki jo je treba negovati, dodaja Kodela. Pa da imamo čim več dogodkov na leto, da se ljudje malo podružimo, ker situacija je taka, da moramo vztrajati en z drugim, glede tudi na, bi rekel, stanje, kaj se dogaja v vinogradništvu. Če ne bomo se saj družili, pa še nekaj, bomo tako pozabljeni. Sremiško društvo vinogradnikov v zadnjem obdobju beleži porast članstva, trenutno jih je okoli 140. Kodela, ki društvu predseduje že skoraj 20 let, je na to zelo ponosen. V nekaterih društvih štejejo za člana moža in žena, se pravi, da sta z ene družine 2. Mi ne, mi imamo članstvo samo pa enega iz familije, tako da dejansko, ko imamo dogodke, se nas zbere komaj čez 100 ljudi. V Krški občini imamo preko 300 društev različnih. Ne gre samo za vinogradnike, ampak tudi druge dejavnosti. V bistvu gre za neko prostočasno druženje občanov z nekim skupnim interesom in vinogradništvo je v teh naših krajih doma, tako na levem kot desnem bregu reke Save. In to združevanje predvsem pomeni seveda neko strokovno izobraževanje, pa marsikaj drugega. Ima končni rezultat višjo kakovost vina in dejansko tudi pripoznanje potem teh blagovnih znamk vina iz naših krajev. Postavitev klopotca je sicer prvi družabni dogodek Društva vinogradnikov Sremič pred začetkom trgatev, ki se bodo v letošnjem letu začele konec septembra. Zadnji počitniški teden je bil v znamenju filma. V Krškem sta na to temo namreč potekali kar 2 delavnici, mladinska regijska filmska delavnica in delavnica animiranega filma. Namenjeni sta bili mladim, ki želijo spoznati proces in orodje za snemanje filma oziroma izdelavo animiranega filma. Akcija! Gledate posnetke nastanka filma o Josipini Hočevar oziroma njenemu povratku iz preteklosti v sedanjost. Julija, Sara, Nika in Klara so si zgodbo zamislile takole. Ena od nesramnih punc razbije verižico, pol morajo najti drug izhod domov, nazaj v preteklost in pol punce pomagajo, naredijo 3 dobra dela in pol gre lahko domov. Snemanje je potekalo po načrtih in kot pravijo dekleta, večjih težav ni bilo. Sicer smo mogli velikrat ponoviti en del in je to malo trajalo, je veliko časa šlo stran s tem, ampak drugače je bilo pa v redu. Smo pa na koncu speljali vse. Letos je z nami 15 udeležencev, nekje v starosti od 8 do 15 let, vodja delavnice Enej Mausar. Zraven pa sodelujejo tudi 4 prostovoljke, ena iz Anglije, Francije in Slovenije ter iz Italije. Udeleženci so posneli 4 kratke tematsko različne filme. In kateri žanr jim je najbližji? Predvsem horor, thriller, akcija, z elementi komedije, večinoma vse posod. Ampak ja, najraje imajo horor. Filmska delavnica ni zajemala le snemanja, ampak celotno pot nastajanja filma, od same ideje do montaže oziroma končnega izdelka. In ker priprava filma zajema različne procese in stopnje ustvarjanja, so bili tudi razlogi za udeležbo na delavnici različni. Zaradi tega, ker me to tudi nekaj, kar me veseli videti nastopati pred kamero.
Ne vem, pač meni je ful všeč montaža, pa to, ne vem, vedno mi je bilo všeč, kako so snemali ljudje, pa to in poli sem se pa pač prijavila. V Krškem je obenem potekala delavnica animiranega filma v organizaciji Lija Medije. K sodelovanju so povabili filmskega animatorja Leona Vidmarja. Ustvarjali so v stop-motion tehniki. Kot pojasnjuje Vidmar, gre za sicer preprosto, a zelo dolgotrajno tehniko. Ja, mi smo imeli že 2 webinarja, tako da smo že izdelali zgodboris in so like že nekaj doma naredili. Tlele zdaj končujemo in zdaj postavljamo vse sete, da bomo začeli snemati in to celo zgodbico po delih sestavili, ker nas je več skupin in bojo vsak delal na svoji postaji, se pravi vsak posnel 1 do 2, 3 kadre v tem času. Vsak lik oziroma vsak njegov delček je namreč treba postopoma premikati in sicer tako, da dobimo 24 sličic v sekundi. Ko film nato predvajamo v normalni hitrosti, imamo občutek, da se premika sam od sebe. Je tehnika na principu tega, da je kamera postavljena navpično, da delaš ti v bistvu na 2D podlagi, da je isti princip, ki bi rekel, je 2D, ampak ni 2D, ne, mislim. Vseeno je čar tega, da lahko uporabiš stekla in dobiš nivoje in pol s tem dobiš tudi neko globino, se pravi neke vrste 3D, mislim. Tako kot filmske se je tudi delavnice animiranega filma udeležilo lepo število otrok in mladostnikov. In tu mi je veseli to delo in tu me zanima, kako se animacija poteka. Delavnici sta sicer bili namenjeni vsem, ki so si želeli pobliže spoznati proces in orodje za snemanje filma oziroma izdelavo animiranega filma. Za konec pa poglejmo še, kaj ste brali na spletu. Pri soustvarjanju vsebin spletnega portala lahko sodelujete tudi vi, in sicer tako, da na elektronski naslov info@eposavje.com posredujete vaše novice, dogodke, fotografije, videoposnetke in zanimivosti. Vabljeni k ogledu Posavskega tednika tudi prihodnji torek. Nasvidenje!